Drage bralke in bralci, sem Igor Karlovšek in sem po poklicu odvetnik. Živim v Celju skupaj s svojo ženo Marijo. Sem oče 2 sinov, Primoža in Simona, in dedek Zarji, Sanji in Arniju. Sem zelo aktiven, športen tip, rad imam naravo, veliko potujem, rad hodim po hribih, ribarim, pod in nad vodo, sem čebelar. Razmišljal sem, kaj naj povem o sebi, in sem se odločil, da vam povem nekaj o svojem otroštvu. Vsi ti podatki, o katerih sem prej govoril, so nekako dostopni, ampak tisto, kar se pa meni dogajalo v mojih rosnih letih, pa ni nikjer zabeleženo. Rodil sem se v Celju in to ne sam. Pri prihodu na svet me je spremljal bratec, sva dvojčka. Ker niso vedeli, kako bi naju ločili, so naju označili z rdečim in modrim trakcem, med nekim kopanjem pa so se trakci zamenjali. Tako da nisem prepričan, ali sem Igor in starejši, ali sem Boris in mlajši. Ampak odzivam se na oba imena. Moje otroštvo je bilo idilično, lepo, v naravi. Skupaj z bratcem sva raziskovala gozd, skrivne jame, Stari grad nad Radičami. V tistem gradu je strašilo, videli so se še ostanki grajske ječe, na stolpu sva uprizarjala vojaške bitke, viteške turnirje. V Radičah je tudi mlinščica. V tisti mlinščici, kadar so izvajali kakšne remonte, smo otroci izkopavali orožje iz 2. svetovne vojne, iskali bombe, puške, bajonete. To so bili najbolj dragoceni trofejni predmeti, ker smo lahko s temi bajoneti iz domačih desk izrezljali puške in potem smo se šli Nemce in partizane. In po travnikih je odmevalo pol mrtev, pol mrtev, pol mrtev in prepir, kdo je mrtev in kdo ni. Mama je bila zelo odločna, trdna ženska, ki je morala z očetovo plačo šoferja preživeti 7-člansko družino. In je vedno prisegala na zdravilo, ki naj bi prijelo v vseh primerih otroške neumnosti. In to je bila leskova mast. Kadar smo kakšno ušpičila, in to smo naredila velikokrat, naj jo je mama poslala v bližnje grmovje, da smo sama odrezala leskovo palico. No, in potem najdva je, kot je rekla, nasekala. Med sekanjem smo vpila, da bova pridna, in običajno se je potem nekaj dni ta mast prijela. No, že v ranih letih sem se srečal s knjigami. Z dvojčkom sva bila zelo neješča, drobižka in slabokrvna. In mama se je odločila, da bo to najino slabost ozdravila z 2 jedema, in sicer mlečnim močnikom in na mleku kuhanimi otrobi. In ker nisva hotela odpreti ust, se je sestra odločila, da bi bilo dobro, če bi nama mama brala. No, in je mama nama začela brati pravljice. Prva je bila zgodba o zajčku z dolgimi in z krajšimi ušesi, se pravi 2 zajčka, in midva sva se zelo poistovetila z njimi. Vsakič, kadar je mama prebrala kak stavek, smo od začudenja odprla usta in potem je žlica te neokusne jedi končala v najinih ustih. Zelo težko sva čakala šolo, da bi se naučila sama brati in bi sama zbirala knjige. Ko nama jih je sestra nosila iz Ljubljane, kjer je študirala, so bile to pravljice, slovenske, ruske, ne vem kakšne vse pravljice, ampak potem, ko smo midva napadla knjižnico, je bila to zbirka Žila Verna, potem Karla Maja, ker sem zelo rad imel dogodivščine, Indijance, preživetje v divjini, takšne zanimive zgodbe. No, vsa ta domišljija, ki se mi je porodila ob tem branju in poslušanju pravljic in te literature, in to otroštvo je v meni povzročilo, da sem zelo rad pisal, in to že v osnovni šoli.
vsi moji izdelki v medšolskim nalogam so bili v bistvu prebrani pred tablo in tudi potem, ko sem šel v srednjo šolo, sem bil pravzaprav avtor skoraj večine člankov, ki so bili objavljeni v razrednem glasilu, pa tudi v gimnazijskem glasilu. Ta preskok, ker smo bila v osnovni šoli, smo bila prava mala carja z bratom, smo imela same petke, bila smo športnika, igrala klavir, violino in bila pravzaprav vključena vse obšolske dejavnosti, pa se je potem s srednjo šolo spremenilo, ker se je bilo treba učiti. Bilo je treba biti tudi priden, pa malo sedeti in tega nisva znala. No, in že prvo srečanje s slovenščino v gimnaziji mi je prineslo 3 cveke. Ker v enem dnevu sem za šolsko obnovo dobil enko zato, ker sem pisal čez rob, drugi cvek sem dobil, ker sem pisal polovico z nalivnikom, potem pa mi je zmanjkalo tinte in sem nadaljeval s kemičnim svinčnikom in pri zadnjem imenu sem eno črko spustil. Tako da tiste 3 cveke si je profesor zapomnil in sem jih popravil 4 leta in sem šele pri maturi prilezel do 5. Ampak že takrat sem pisal daljše tekste in sem končal en roman in prosil profesorico, če me pusti, razredničarko, če me pusti v Ljubljano, da bi našel založnika. In rekla, lahko greš, ne? In namesto k pouku sem šel v Ljubljano z listi pod roko in sem iskal založbe, ker pojma nisem imel, kje je katera. No, naletel sem na rumeno stavbo na drugi strani Ljubljanice, čez Majski most in tam je bila Cankarjeva založba. In sem prosil vratarja, če mi pove, če je kakšen urednik noter in je rekel, ja, je eden. In sem šel gor in je bil noter Tone Pavček. Ne? In je rekel, kaj pa je tebe, mladi mož, prinesel? Sem rekel, roman sem napisal. A roman si napisal? Ja, bravo, no dej, da bom prebral. No in se je razvil med nama nek tak očetovsko-sinovski odnos, ker mi je razlagal, kako moram paziti na vsako barvo glasu, recitiral mi je svoje pesmice, da sem videl, kaj mi hoče povedati in me je tako daleč spremljal, da je ta roman bil potem tudi izdan, sicer v nadaljevanjih, pri založbi, pravzaprav v reviji Mladina. No, ampak jaz še vedno sem hotel tudi knjižno izdajo in do knjižne izdaje je bilo potem treba čakati do leta 1990, ker sem vmes moral poštimati še razne družinske zadeve. No, tako da sem v 2. letniku sem se že poročil, z ženo Marijo sva že kot študenta gradila hišo, potem so bili na vrsti otroci in pa moj prvi roman. No in nekako leta 2004 sem napisal roman Gimnazijec in sem bil prepričan, da je za odrasle, no pa ni bil samo za odrasle, ampak ga je nekdo dal v izbor za Večernico. No in sem bil grozno presenečen, ker mi je poklical predsednik komisije Parklič in rekel, Igor, ta roman je izjemno lep, dober in si zasluži nagrado Večernica in seveda sem takrat začel potem pisati tudi mladinska dela. In sem kombiniral eno mladinsko delo, eno odraslo in zdaj je nastal precej teh mladinskih del in bom kar povedal nekaj o njih. Gimnazijec je napisan, to je tale knjiga, to je prva izdaja, potem so še druge, je pravzaprav nastal v času, ko sta moja 2 sinova v gimnaziji Celje, oba sta bila na Kajuhu, tako kot jaz, prebirala obvezno čtivo in sem videl, da bereta pravzaprav same stare avtorje, pa slovenskih ne ravno in sem rekel, pa zakaj jaz ne bi napisal enega dobrega mladinskega dela in sem se odločil, evo, Gimnazijka je bila super knjiga, obravnavala je nosečnost v srednji šoli, jaz sem pa napisal Gimnazijca, ki pa obravnava fanta, ki je obdolžen, da je ubil svojega najboljšega prijatelja. Se pravi, imamo tukaj en umor
In gimnazijec, ta moj glavni junak, konča v Radečah, kjer sem tudi jaz živel. In v Radečah imamo prevzgojni dom, to je zadnji stadij, kamor pravosodje odvrže nikoli popravljive ali pa nepopravljive mladostnike, ki ne vejo več, kam bi s svojim življenjem. In je to pravzaprav najhujša oblika kazenske sankcije za mladoletnika. No, in prikazujem zgodbo tega mojega junaka, ki se znajde v takšni, ki je bister, pameten in nikakor ne bi tam smel končati, ki se potem sreča s temi pravzaprav, težko rečem, zavrženimi otroci, ampak pozabljenimi in odrinjenimi, in prikazujem to njihovo pravzaprav golgoto, trpljenje. No, in ta naš gimnazijec vendarle na srečo srečno konča, ker se v sodnem postopku odkrije, da ni bil kriv tistega zločina, ki ga je bil obdolžen. Ta roman mi je dal potem kar en velik zagon, da sem začel pisati naprej, tudi mladinska dela, in ena od naslednja knjiga je bila Mojca. Mojca je zgodba o dekletu, ki izgubi na sodišču v nekem streljanju mamo in je potem se ukvarja s preživetjem same sebe in babice, ki je dementna, pri tem pa izgubi vse lase in se s pomočjo glasbe in v zgodbi najdenega polbrata nekako uspe vrniti na pot, ne bom rekel pravo pot, ampak na tisto pot, ki jo pripelje potem spet v mirno življenje. Matej je zgodba o fantu, ki je izgubil svojega očeta in je v njegovi domišljiji še vedno živ in se z njim pogovarja. Hkrati pa se zagleda v sosedo, ki je pa, bom rekel, posvojena Azijka, in s spletom okoliščin mora ta punca nazaj v Azijo domov in fant ji sledi tja, kjer pa pravzaprav ponovno srečanje z njo pripelje do tega, da spregleda oboje, ne? In to, da ne more z njo ostati, ker je to nerealno, in da ugotovi, da ata ni več in da mora živeti naprej. Naslednji roman je Teci. Teci je zgodba, ki mi je bila zelo pri srcu. Srečal sem se z njo na sodišču. Gre za zlorabo dekleta, ki jo zlorabi nek velik ali pa visok politični veljak v Sloveniji, in ker je seveda njena beseda proti njegovi nič ne pomeni, ima velike težave in se vsi spravijo na njo, vendar ljubezen do teka, do športa in pa ta zagrizenost, da hoče dokazati svoje, jo pripravi, da gre na sodišče in na sodišču potem dokaže svoj prav. Meni najljubša knjiga je knjiga Preživetje. To je zgodba, ki mi je zelo pri srcu zaradi tega, ker je o športniku. Ampak športniku, ki je zaradi prometne nesreče onemogočen v nadaljevanju svoje športne poti in hoče vendarle dokazati očetu, da je še vedno pogumen. Oče je pa tak tipičen mačo in to pripelje tako daleč, da se on odloči, da bo en mesec preživel brez vsega v kočevskih gozdovih, da bi dokazal, da je dosti pogumen in dosti sposoben. No, zadnja skupina knjig pa sodi v zbirko Ognjeno pleme, od katerih je prvi Pobeg. To je pa tudi ena moja velika ljubezen, namreč zgodovina. Branje v otroštvu, branje Pod svobodnim soncem je vedno pustilo v meni neko usedlino, in ta usedlina je pripeljala, da sem naredil to zbirko, ki je pravzaprav Pod svobodnim soncem za otroke. Priporočam, ker je aktivna, bojevita in napeta.